Prav lepo pozdravljeni v 5. oddaji Knapovske zgodbe. Od tokrat v studiu gostimo očeta in njegovega sina, Ivana Bergerja Ivča in Aleša Bergerja Alota. Dobrodošla oba v studiu. Lep pozdrav. Pa bomo dali najprej starejšemu besedo. Preden se dotaknemo teh rudarskih zgodb, knapovskih zgodb, mogoče par besed o vaši družini. Bergerji, stara družina, ne vem, nekje sem prebral, da priimek izhaja še iz časov Avstro-Ogrske. Ja, moji predniki so tipični takšni, ko so nastajala ta mesta tu v Zasavju, da so prišli kot so se priseljevali, ali kot knapi, ki so šli pol delati v rudnik. Veliki prišli pa tudi gostilničarjev, pa drugih obrtnikov. No, in eden takih je bil moj pradedek, je bil tu Matijas Berger, ki je prišel z Dunaja. In se je v Trbovljah ustalil, imel družino, je imel več sinov, tudi hčere. Te so se malo preselili dva celo v Ameriko, drug v Trst. Najstarejši je pa vstal in je obdržal obrt, ko so jo imeli kot čevljarji. On je imel celo 8 pomočnikov, ker knapi so rabili takrat obutu. Ni bilo tovarn, da so jim delali vse ročno. In on je verjetno s tem kar dobro zaslužil, ker je pol naredil 2 hiše. In moj star oče, tudi Ivan, on je pol prevzel to, po tistih starih merilih šel vandrat, ko je naredil tisti majsterski izpit, je vandral gor po Avstriji, pa gor, pa je prišel pa nazaj. Pa zgleda, da je zelo uspeval, ker je naredil še novo hišo, odprl je trgovino, imel s tem čevljarskimi potrebščinami, on pa mu je sledil moj oče, ki je pa tudi že športno opremo, recimo smuči in to on pol prodajal. In so imeli kar velike načrte pred vojno. Tudi Ivan je bil, ne? Tudi Ivan. Ta drugi Ivan. Ja. Ampak po vojni pa moj oče predvsem umrl, 40 let star. Vse so nacionalizirali takrat, ko je bilo. Drugače bi šel verjetno tudi po tej poti, da bi verjetno razvijali trgovino, pa so imeli velike načrte. To je trgovina oziroma hiše še vedno stojijo, nasproti slaščičarne Kozine, ali pa tam, kjer je trgovina. Moda. Ne, kako že? Moda? Ne. BB. BNB, pa čistilnica in tako naprej. Pa zlatarstvo je tam, pa fotovajs in tako naprej. Ja, in to so vam nacionalizirali potem po vojni. Ja, in takrat pol ni bilo nobene možnosti, da bi, ne vem, razvijali to trgovino, pa tako so si zamislili. Tudi ta strica iz Amerike, pa iz Trsta so hotela investirati, to je bilo vse dogovorjeno. Kaj pa je tu propadli. In jaz sem pa končal gimnazijo v Trbovljah in sem rekel, bi rad v Zasavju vstal. In sem šel študirati pač rudarstvo. In tako sem postal rudar. Moram pa reči, da so tudi oba sinova temu sledila. Čeprav meni ni bilo prav, jaz sem takrat rekel, da naj greste nekaj drugega študirati. Aleš je začel celo na DIF-u, naredil prvo let DIF-a, ampak po prvem letu je prišel meni, da bi šel pa na rudarstvo. Sem rekel, da prvo vse pogoje narediti za vpis v drug letnik, da nisi luftu gor, pa 5. In je tako naredil. In da je pol postal tudi rudarski inženir. Te mlajši sin, Urban, smo pa tudi takrat je bilo modern tisto usmerjeno izobraževanje. Ja, izobraževanje smo ga pa, je pa šel na geodezijo in on je geodet, je naredil, ampak na fakulteto se je pa vpisal pa na rudarstvo, ne na geodezijo naprej, ampak na rudarstvo. In tako je tudi on postal rudarski inženir.
Tako da smo se usmerili čist iz nekaj drugega v rudarstvo. Iz neke obrti, potem v rudarstvo. Ampak poznate veliko rudarjev, ki so si želeli, da bi njihovi otroci postali rudarji? Ne? Ja, pametni rudar tega ni želel. Čeprav so vsi otroci ponavadi kar sledili očetom, ne, in so se rad v rudarstvu zaposlili. Jaz osebno, pa bom tako rekel, če bi še enkrat imel isto možnost, bi še enkrat bil rudar. Jaz sem v rudarstvu sicer veliko hudega tudi videl, ampak se mi zdi rudarstvo nekaj najlepšega. Kakšen je vaš spomin na očeta? Kakšna roka je bila njegova? Je bila stroga? Moram reči, da imam prijetne spomine vedno, no, skozi otroštvo in tudi seveda so bila kakšne tudi take manj prijetne izkušnje, tudi kdaj kakšna trda roka, ampak ne prevečkrat, pa mislim, da kadar je pa bilo kar upravičeno. Tako da drugače pa smo se bolj kot ne dobro razumeli, no, tudi vedno smo se lahko pogovorili, okej, z očetom smo še zdaj, bom rekel, bolj prijateljski odnos kot tisti oče-sin, no. Pa še skoraj skupaj živita, ne? Tako da živimo, soseda sva, no, tako bom rekel. Tako pravijo, da je prav, da čisto v copatih se ne da priditi, ne, skozi vrata, se treba malo obuti vmes, ampak sva soseda na istem hribu. Spodaj je pa hiša nekdanja, ne, ki je še vedno v lasti družine Berger. Nekje držimo tisto tradicijo gor, ker smo bili doma, no, ali pa kjer so začeli tudi predniki delati. Ja, to želja očetova ni bila, ne, da greste v rudarstvo. Zakaj pa potem? Jaz ne vem, sicer verjetno tudi zaradi teh izkušenj, ki jih vsak doživi, ko vstopa v rudarski poklic, verjetno slej ko prej kako negativno, kako žalostno. Temu se pač v rudarstvu žal ne da izogniti, ne, kljub vsem ukrepom, predpisom, ne vem, izvajanju vsega tega, ampak slej ko prej se verjetno narediti. Ampak tudi drugod se to dogaja, ne. Tako da ne vem čist zakaj ne. Moram pa tudi jaz reči, da mi nikoli ni žal, da sem se tako odločil, ko sem se odločil. Čeprav sem prej tudi imel čist druge plane sam sabo po srednji šoli, bil usmerjen bolj v šport, pa v te zadeve, predvsej si predstavljal, da bom, ne vem, v naravi pa tako naprej. Pa sem pol tudi videl, da mogoče pa to ni čisto, no, kar bi rad, in tako sem se pač odločil za študij rudarstva in moram reči, da mi nikdar ni bilo žal, da sem to naredil, no. Kakšno pa je bilo? Kakšne pa so bile takrat Trbovlje v tistih časih, ko ste vi odraščali? Ja, jaz sem bil tista generacija, recimo, ko sem preživel kot otrok okupacijo nemško, ne. Jaz sem 35 let bil rojen, ko so prišli Nemci, sem bil 6 let star, tako da sem šel v nemško šolo Nisem besede znal nemšk, učitelja smo dobili Nemca, celo v uniformi je bil, ne, in je po nemški na nas vpil. Vem, da sem prišel domov ves zgrožen, kaj je to menš? Je vpil v mene, menš, vas glaubst du, ne, kaj sem pa jaz vedel. Kaj je menš? Učitelj vprašal. Ja, rekel, to je človek, ne. Tako, ampak kot otrok se pol to hitro navadiš. Jaz se še zdaj čudim, ko sem se pol skušal druge jezike v teh poznih letih učiti, ti ne gre tako v glavo. Kot recimo se mi zdi, vsej smo peli samo od začetka nemšk, ne, smo peli pa takšen, ampak v onih 2 mesecih pa si skoraj upam reči, da smo že kar govorili, ne. Pa sploh smo čist z lahkoto usvojili nemški jezik takrat. To je edin bilo prav. Ne prav, ampak edin, kar je bilo v redu od okupacije, da smo znali nemško. Da ste znali nemško in tuji jezik. Drug je bil pa seveda slabo, ne? Hudur, ne? A so bili vaši kaj udeleženi v vojni?
Ja, oba, oče je bil sicer bolan že takrat, se je pred osvoboditi umrl, ne. Tako da ni veliko. Mama je pa bila pa celo zaprta. Tisti je bilo pa kar hudo, moram reči. Moja mama je bila taka bolj uporna, ne, taka. In ki je enkrat šla po cesti, je en gestapo zgnal njeno sestro, ki je bila zaprta, ne, in je pozdravila po slovenski, rekel, pozdravljen Mira, ne. On je pa rekel, gestapoc je pa bil tudi Slovenc, ampak v uniformu je rekel, sie darf nicht Slovenisch sprechen, ne smete slovenski govoriti. Moja mama mu je pa rekla, ti si izvržek slovenskega naroda. Jo je tukaj stavku nezavest, pa brco po tleh še, pa pol se je zaprl, ne, bila zaprta tam v zaporih, tako jaz sem šel kot mulj gor, da sem jo videl noter, ker so jo sojetnice dvigle gor na oken, pa mi je pomahala, tako da smo se videli. Ne, takrat je bilo, ker so jih ven odpeljali vsake tukaj kot talce, ne, so jih imeli. To je bilo nevarno. Ne. Kje pa so bili zapori? V Trbovljah, sred Trbovlj, tam, ki je zdaj Rondo. Kje je Rondo? Kje je bila slačičarna, Kekec tudi včasih? Ja, tam. Tam? No, tam, ja. No, in tako, ampak to hočem povedati. Malo kjerga so po vojni pošten mu sodili, pa to tega gestapovca, to je bil najbolj razvpit, Jaklič se je pisal. Tega so pa sodili javno v Dravskem domu v Trbovljah. In je dal, on sam je ne vedel, kjer je materov, pa tako naprej, ne. In je dal sam, in mogla je moja mama pričati, je rekel, da ni nobenega tukaj pretepil, ki je moja mama. A ja, je priznal te stvari. Ja. Se je bil pol obsojen na smrt z obešanjem, ne vem. Ampak to je bilo že 46 leta, ko so ga sodili. Mogoče so kakšne nedolžne prej pa likvidirali v tistem času, tako je bilo. Ne. Tega so pa pošteno sodili, ampak ta je bil res najhujš, takšen izdajalec. Tako bi moralo biti. Ne. Kako pa je bilo, kakšno pa je bilo življenje po vojni? Je bilo kaj pomankanja? Po vojni je pa tako bilo. Jaz do takrat smo živeli kot meščani, zelo dobro situiran, ne. Tako smo imeli tudi gospodinsko pomočniko, pomočnike v trgovini, pa tako naprej. To se je pa likvidiralo vse, ne. Oče je umrl, mama je šla, se je zaposlila kot nameščenka, je malo zaslužila, pa smo bila pa sestro, pa oba sva v šolo hodila. No, jaz sredi so odprli takrat gimnazijo v Trbovljah, da sem lahko hodil, sestra tudi, ne. Tako da v začetku je bilo pa kar tako, no. Malo, kar v tistem časi, bi rekel, jaz sem v to občutil, prej sem imel, kar sem hotel, pa sem pa kar naenkrat padel v najbolj siromašnega, bi rekel, ne, kaj pa je mama zaslužila, ki je bila nameščenka tam v pisarni, ne, očeta ni bilo, pa smo bila pa dva otroka preživeti, ne. In to niso bili najboljši časi, ampak dobro je. Človek je takrat mlad, to sploh ne veš za to, da je. Smo pač uživali, nismo mogli drugega, takrat smo s športom se ukvarjali. Jaz sem se z vsem mogočim športi ukvarjal. Od ping-ponga, ne vem, fuzbal smo, pa sem pri rokometaših bil. Še ta velik rokomet, ne? Velik rokomet, ja. Vse smo bili kar v redu. Takrat smo prišli kakor bi zdaj rekli, da smo bili državni prvaki Slovenije, ne, pa smo pa v Zvezdno ligo prišli, smo pa v okviru Jugoslavije tekmovali v tej ligi. Ne. Pa smo potovali po celi Jugoslaviji, pa tako, ko sem bil študent, mi je to kar prav prišel. Sicer sem mal kakšen let zgobo za to, moram reči, pri študiju, ampak mi ni žal. Ni žal, ne. Smo vsaj druge užitke imeli. Pa je bil šport doma, ko ste vi odraščali z bratom, ko ste odraščala? Ni bilo samo rudarstvo? Ne, sploh ne. Šport pa je bil, ne. Šport pa je bil vedno in moram reči, da smo tradicionalno bili smučari, vsi, da smo tudi po očetu, ne, ker je tudi se smučarijo ukvarjal. Jaz tudi zelo intenziven, bom rekel, sploh v tistih čisto
prvih korakov na smučeh, pa tam do nekje mladinske kategorije sem tudi bil tekmovalec. Igrali smo tenis, kar je bilo, rekel, redkost, ne, predvsem v tistih 60-70 leta se tenis v Zasavju igral zelo poredko, ali pa redki ljudje so igrali tenis, tudi ni bil, ne vem koliko, bom rekel, veljal za buržoazen šport, ne, v tistih časih. Leseni lopari. In so te kar malo čudno gledali, ne, rekel, sploh v Trbovljah smo prišli v belih hlačih, pa beli majci, takrat se namreč tenis igral v belem, ne, kasneje so pol uvedli tole bolj svobodno modo, ne. Včasih je bil pa to bel šport in se to pač malo tako gledali, ne, čudno. Jaz moram reči, da sem se pol nekaj časa tudi malo s fuzbalom ukvarjal, ne, zato da sem bil z vrstniki, ne zato, tudi rad sem imel fuzbal, ne smem reči, da sam zato, ampak se mi je zdelo tudi tam fajn, no, pa da sem malo treniral kot golman in sem se tam po blati tudi malo valil skupaj, tako da nisem bil samo v belem, ne. Ampak šport je pa bil, ja, vedno. Pa še vedno je, ne? In smo se s tem kar intenzivno ukvarjali. Ja, jaz še vedno imam to rad, zdaj kot rekreacijo tudi igram tenis še vedno naprej, kar intenziven za to obdobje, no. Smučam, kolikor se da, pač žal zdaj niso več razmere take, da bi lahko izkoristil domača smučišča, ne. Včasih je bilo to res fajn, sploh za otroke, ne, ker si imel, bilo je več ali manj vsem dostopno, no. Danes je smučarija žal draga, ne. Draga, pa. Je pa to šport, ko ga imam še zdaj rad, ne. Če se le da, izkoristimo vse, kar se pač izkoristi da se malo smučamo. Pa lovstvo je tudi doma, ne? Tudi. Tudi to je tradicija, no. Že dolga, stara? Ja, jaz sem jo podedoval po očetu, ne, saj kako pa če drugače, in smo pač tudi v lov, bom rekel, zelo vpet. Jaz sem pač takrat, ko sem lahko, se pravi z 18 letom naredil ta izpit oziroma vse tisto, kar je pač potrebno opraviti, in se kar intenzivno vsa leta ukvarjam z lovom. Mogoče od začetka malo manj, še v času študija, pa nisem imel tudi toliko časa, pa v tistih prvih letih, v zadnjem obdobju pa moram reči kar intenzivno. Tudi brat, ne? Mislim, da je celo starešina bil? Tudi, ni bil, je še. Je še, a je še. Vi pa ne? Ne, jaz sem bil, prej sem bil ne starešina, bil sem tajnik, no, kar je tudi, bom rekel, pri lovskih družinah dost obremenjujoča funkcija, ne. Sem bil en mandat, zdaj sem pa kot lovovodja, no, glavni lovovodja, tako da sem tudi malo zraven pri, bom rekel, organizacijskih zadevah, no. Tudi sin kaj? Sin, kar se lova tiče, ima neke, kaže nek veselje, ali pa vsake toliko časa se malo spomne, da bi bil, ampak zaenkrat še ne toliko, da bi se odločil, da bo šel. Zaenkrat je še strelec, ne? Na nogometu, ja. Pri nogometu. Zaenkrat še igra intenzivno nogometno, tako da Golgeter, ne? naj bo še to, pa verjetno ga bo kdaj prijel tudi to, da bo šel malo na lov, ker ima pa veselje, no, moram reči, da gre tudi kdaj rad z mano. Jaz sem mogel že prošnjo napisati, samo udavil, če ni. No, kako je šla pa vaša poklicna pot, ko ste končali šolo? Ja, ko sem končal fakulteto, sem pol, takrat se je za mojo diplomo 14 dni prej se je on rodil, tako da je bilo tam žalostno, rekla žena, ko je pisal na tisti tabel v Ljubljani, v porodnišnici pisali oče študent, mama študent. To so mislili talo po Bog, ne. No, in jaz sem mogel še pol vojašno odslužiti, ne, sem je odslužil kot navaden vojak, nisem hotel iti v oficirsko šolo, ker sem nekako zmeri dobesedno sovražil vojsko in sploh pa oficirje. In mi nekaj pametni, pa sem imel skozi težave. Že takrat se je začela predvojaška v gimnaziji, ne.
moram povedati, nikoli nisem imel kakšno negativno oceno v gimnaziji. V polletju, v 6. gimnaziji, kad 6., to je zdaj 2., ne, sem pa imel predvojaško nezadostno. To pa zaradi tega smo se, takrat mulci, malo smo bili uporni, ne, in ko smo začeli, nas je tisti komandiral tam, pa smo rekli, da ne zastopimo in se nismo hoteli ne obračati, ne naprej, ker naj po slovenski reče. In pol je on jasno malo bil jezen, pa vse skupaj, sploh nas ni vprašal, pol, pa smo imeli vsi, nek 6 fantov. Imate malo upornosti po mami, ne? Ja, to sem imel, zmeri to. Saj tako, no. Ko se zdaj spominjam, da smo že takele stvari počeli včasih, res, v gimnaziji smo že kar malo bili uporni, kar se teh stvari tiče, no. In pa še pol, že sem imel predvojaško na fakultet. Ko sem jaz bil, sem imel 4 leta predvojaška. Zdaj pa so na 2 let dali, ne, kasneje, ampak jaz sem pa še 4 leta imel. Pa sem šel po navadno vojsko, pa kam je nuca, 9 let sem hodil na predvojaško. Če greš pol služiti vojsko, pa se tam naučiš, kar rabijo, če je na tem. Ne. In ste bili kje v vojski? V Varaždinu sem bil. V Varaždinu eno leto sem bil in inženirsko sem služil. Ne. Jaz sem polagalc min, pa mostove smo minirali, pa ne vem, kaj take stvari. Ja, no, pa sem pa nazaj prišel, sem pa se zaposlil pred na rudniku Trbovlja in pa sem šel čisto normalno vso to pot skozi. Prvo sem bil asistent, pa sem pa strokovni izpit naredil za metanske jame, to je po 3 letih lahko delaš, če si metanske jame, sem strokovni izpit naredil, sem postal obratovodja, to prvo zahodnega revirja, pa sem postal tehnični vodja rudnika Trbovlja, no, ko so je pa zasavski premogovniki, ki so se formirali, pa postal direktor zasavskih premogovnikov. No, in kasneje, ko so se pa še drugi rudniki rjavega premoga priključili, sem bil pa direktor do upokojitve rjavih premogov Slovenije. To je bilo pa kdaj? Do kdaj je bila upokojitev? Oktobra 91. Jaz sem to samo osvojitveno vojno dal še skozi kot direktor. Kot direktor. In to ste vi čisto vse jame poznali, ko ste bili direktor rudnika? Ja, seveda vse. Jaz, recimo, če sem šel v Kanižarco, ne, jaz sem ta prvo šel v jamo, pa sem pa ven prišel, pa sem se pa z direktorjem pa z unim imenom, kar je bilo treba. Se je on zmeri, jaz je rekel, pa kaj moraš je tu jamo povedati? Ne, jaz moram videti, pa tudi ljudje me morajo videti. Kateri rudniki so pa bili? Kanižarica? Kanižarica, pa je bila Senovo, pa Laško, pa Zagorje, Trbovlje, Hrastnik. Pa še Kisovec, ne? Sam Kisovec je spadal pod... Kisovec je spadal pod Zagorje. Pa smo imeli pa te burke takrat okoli teh, kako je organiziran, kjer tost je, pa ne vem, enkrat so mi določili, da bi mogel imeti 23 tostov, ko tam iz komiteja prišel. Jaz sem se smejal, jaz trdim, da važna je oblika organiziranosti in rudnik mora biti organiziran tako, da funkcionira in da ni nevaren. Pa da se ve, kdo je šef, ne? Ja, jaz sem pol zmeri navedel, sem šel enkrat kot ekspert na sodišče v Zenici, ker je bila huda rudarska nesreča, je bilo mrtvih, ne vem zdaj koliko, ampak mislim, da čez blizu 100. To je bilo 89. 90. leta? Ne, 89. Prej je bilo. Tisti je bilo v Aleksincu. Prej je bilo... Cela izmena je umrla, ne? Ne, ja. Profesor Ahčan je bil, pa inženjer Janažič iz Velenja, pa jaz smo bili kot eksperti preko Rudarskega inštituta na sodišču v Zenici, ker je bila tam tista eksplozija. In tam smo tudi dokazali, da je bila narobe organizacija, ker je bila tipičen primer. Tisti tozdi, ko so bili, pa je bila elektrostrojna služba poseben tost, knapi, jama, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavcev, knapi, pa poseben tost. In te so imeli zbor delavce
ne, so imeli pri nočni zmen, so imeli zbor delavcev in niso šli pred v jamo. Oni so šli pa sami v jamo, tele elektrikarji. In je šel eden, ker če bi te šli te prvo v jamo, tako kot je bila navada, so prišli noter, so izmerili, če je kaj metana ali pa kaj. Ne? To je prvo, kar je bilo treba narediti. In vsak to naredil, pa so pa lahko delali, pa so podredili tistim, ki so vedeli, ali je kaj metana v zraku ali pa kaj. Tle so pa odzuni bili ti prav knapi, oni elektrikarji so nočili in je šel popravljati en vrtaljen strojček in je elektriko vklopil, da je videl, ne, če je to, pa se je zdaj skril, pa to je bilo v enem mladkopu gor, ki je bilo poln metana, pa je eksplodiral tist metan. Ti ljudje so pa glih noter začeli prihajati. In je ta eksplodiral, pa je šlo po celi jam, pa še druge eksplozije so bile. Se pravi, če bi bilo to enoten, teh ljudi ne bi se mi šli noter, te elektrikarji, ne? Ampak bi šel noter te prvi nadzornik, tako ki je bilo po vseh teh predpisih in se te prvi pregleda delovišče, če je varen po plinu, če je taka jama nevarna. Ne? In se tega ne bi naredili. Ne bi. No. Pogosto se je kaj zgodilo, kaj hudega, to še v nadaljevanju. Kako je šla pa vaša poklicna pot? Tudi kot takoj direktor? Ne, to sigurno ne gre tako. Ne. Je pa zelo podobno po teh stopnicah, ki smo jih več ali manj dali vsi skozi, prav po študiju. Najprej prideš kot asistent na en obrat, kjer se spoznavaš z vsemi podrobnostmi, deli, tehnologijo in tako naprej, problematiko, kaj bi bilo treba v bodoče tudi narediti. To so nas nekako take naloge takrat dodeljevali tudi, razne spremljave tehnoloških procesov in tako naprej. Tudi takrat je še veljalo, oziroma še zdaj velja, da je po 3 letih treba narediti strokovni izpit, po 3 letih prakse v metanski jami. Ne. Po tem strokovnem izpitu sem pa postal tudi jaz tehnični vodja takrat, ne, so bili še tudi tozdi. Je bil tost rudnik Trbovlje, tako da sem bil kar dolga leta potem tehnični vodja, oziroma pa se skozi spremembo organiziranosti tega RRPS-ja rekli malo drugačne, pa so bile delovne enote in tako naprej. Skratka, tehnični vodja pa vodja rudnika Trbovlje. No, potem pa po leta 2001 sem pa postal pa direktor rudnika Trbovlje-Hrastnik. Takrat je še Zagorje že ni več deloval? Ne, rudnik rjavega premoga Slovenije so prenehali, mislim, da leta 1995. Takrat je bil kar en tak dolgotrajen, bom rekel, mislim, da kar celoleten proces, ko se je odločala o tem, kaj bo z temi manjšimi rudniki, se pravi, takrat so odcepili od RRPS-ja Senovo, Kanižerca in Zagorje in so po posebnih zakonih šli v postopno zapiranje. Tukaj pa ostal rudnik Trbovlje-Hrastnik, ki pa naj bi imel dolgoročno perspektivo z, ne vem, ob izgradnji nove termoelektrarne v Trbovljah in naj bi na dolgi rok tudi zagotavljal premog za ta objekt. Ne. Koliko je pa škodljivo, recimo, za obstanek rudnikov vplival tisti neuspel referendum za izgradnjo nove termoelektrarne? To je bilo odločilnega pomena. Ne. Perspektiva rudnika Trbovlje-Hrastnik je bil ravno ta objekt. Ne. Vemo, da se je o izgradnji enega takega objekta tukaj govorilo že prej, oziroma so obstajali načrti, ne, že v, ne vem, koncu 80-ih let, pa potem še enkrat in takrat še kot TETO-3 z neko toplarno in tako naprej z daljinskim ogrevanjem Zasavja. Pa je padlo v vodo, ker se je pač toliko časa to vleklo, da se je enostavno zamudili tudi tista sredstva, ki so bila je že rezervirana oziroma ki se je dala ob tem izkoristiti. No, potem je bil aktualen projekt TET-3. Na Zasavski premog. Ne? Tako, tukaj je bila vmes politika, ne, ki je takrat so se malo
bom rekel, štricali, kdo bo vložil ta zakon in na kak način bo in pač pa za zagotavljanje sredstev, ne, in tam je potem v tistem trenutku so pač opozicija ugotovila, da je to predrago, da na dolgi rok bo elektrika z tega objekta predraga in so pač sproducirali referendum, na katerem se je vsa Slovenija odločala o tem, ali bomo v Zasavju še kopali premog ali ne, oziroma proizvajali elektriko v prvi vrst. Ne, in to je pač jasno takrat padlo in s tem je bila zapečatena usoda tako termoelektrarne, posledično pa rudnikov. Ne, ker rudnik, posledično pa tudi strojne tovarne, pa vseh ostalih kovinskih. To je pa tisti nadaljni vpliv, bom rekel, rudarstva in energetike, ki so bili kot nosilna dejavnost neke regije, ob kateri se je pač razvijala še tudi vsa ostala industrija in rekel, te terciarne dejavnosti. Ne. Tako da definitivno je premogovništvo z tem referendumom tudi v Zasavju, lahko rečemo, da je to začetek konca. No. Začetek konca, ne. Vi ste bili najprej eno obdobje direktor, 4 leta, če se ne motim, 5 let? Ja, jaz sem bil najprej prvi mandat od nekje 2001 do 2006, mislim, da so nekaj pol leta mi še celo podaljšali takrat v prvem obdobju. To je bilo obdobje ravno po referendumu. Lahko rečem, da smo bili kar ta moja generacija, ki smo bili takrat, ne vem, rekel, najbolj ali pa nosilci vsega tega, ne, kar fajn razočaran. No. Pretekla leta so bila namenjena predvsem velikem investiranju v tehnologijo, v tehnološki proces, v opremo, v izboljšanje, bom rekel, skratka, v to, da bi bile naše jame sposobne dajati toliko premoga, kolikor je bilo potrebno za to novo termoelektrarno in pa predvsem po ceni, ki je bila takrat nekje limitirana oziroma za katero smo tudi nekje stali. Podobna zgodba, ko je bila se zdaj zgodila v Tešu, ne, s tem, da jaz mislim, da je bila tukaj na dosti bolj realnih temeljih. No, tudi mislim, da je bila postavljena nekje okrog 3 evra, če zdaj prevedem, 6 mark za gigajoule ali pa 3 evra. To pa je cena, ki je bila, rekel, sprejemljiva in smo jo kasneje tudi na ta način dosegali. No, ta prvi mandat je bil, se pravi, smo morali postaviti, potem je bil referendum, bil je sprejet posledično zakon o postopnem zapiranju. Treba je bilo potem ob sočasni proizvodnji postaviti in programe, pripraviti programe zapiranja, pripraviti tehnologije, tehnološke postopke zapiranja, skratka, vse nekaj na novo za to, kar se je posledično zgodilo. Šola pa takrat že ni delovala v Zagorju, rudarska šola, ne? Se je pa tudi že zaključovala. Mislim, da ne več, da se je par let prej zaključil, s katero generacijo, ne vem zelo natančno, ampak vem, da bi imeli kar tudi probleme z zagotavljanjem tega kadra. Ampak mislim, da če tega referenduma ne bi bilo in če bi se elektrarna takrat gradila, da bi verjetno tudi prišli do tega, da bi se obnovila šola. Da bi se obnovila šola, ker bi rabili ta kader. Potrebovali, ja. Potem je pa prišel, kaj ste potem delali vmes, ko niste bili direktor? V vmesnem obdobju sem bil vodja službe za varnost in zdravje pri delu. Zanimivo, rekel, strokovno zanimivo področje, ki sem ga pač v nekem vmesnem obdobju upravljal. Spremljava, bom rekel, tudi celotnega tega tehnološkega procesa, zagotavljanje pa izvajanje, predvsem kontroliranje teh ukrepov, da ne pride do, bom rekel, takih stvari, ki so se drugod dogajale. Žal so se tudi pri tem, ne, in sem tudi pri teh zadevah mogel sodelovati. No, potem ste bili še eno obdobje direktor? Ja, tem sem bil pa potem po letu 2009 še eno mandatno obdobje direktor. No, to je bilo pa že v tisti zaključni fazi zapiranja. Tukaj je bila pa, bom rekel, tista ključna zadeva, ko sem prevzel ta drugi mandat, je zakon o postopnem zapiranju predvideval, da se bo proizvodnja zaključila v letu 2009. In to bi pomenilo, da bi v tistem trenutku imeli 200-300 ljudi, ki so takrat še delali na proizvodnji, enostavno višku in bi že obremenili, bom rekel, brezposelnost ali pa povečali brezposelnost, stavil še bolj, ker enostavno nismo vedeli, kako te zadeve razrešiti.
Tako da smo potem s pomočjo takratnih ministrstva pristojnega za rudarstvo, to je bilo Ministrstvo za okolje in prostor, pripravili potrebno dokumentacijo in šli v Bruselj z zahtevo po podaljšanju proizvodnje. Imeli smo srečo, da se to ni dogajalo samo v Sloveniji, ampak da so imeli podobne probleme tudi drugje po Evropi. Mislim, da so podobno predlagali v Španiji, pa Poljaki, tudi Nemci, kajti takrat je evropska zakonodaja predvidevala, da se bojo te državne pomoči na področju premogovništva v letu 2010 zaključile. Rudniki sanirali, zaprt, kakorkoli delali, bojo samo tisti, ki so ekonomsko pač lahko neodvisni. In ker temu ni bilo tako, so to uredbo, direktivo podaljšali za 8 let, in tukaj smo tudi mi, piskač predstavili, tako da smo lahko še za 3 leta nadaljevali s proizvodnjo s tem. Najprej nekaj časa v Hrastniku, potem v Trbovljah, je kako? Bilo je v Trbovljah, pa potem najprej v Trbovljah, tukaj mislim, da se je zaključil po enem letu, nekje v 2010, potem smo pa zaključili tudi v Hrastniku oziroma v jami Ojstrov, kjer smo jo praktično do konca tudi odkopali. Vmes pa vem, da sva tudi midva posnela kakšno oddajo in intervju in je bila pa želja, da se še nadalje pridobiva premog, ampak v rudniku Brnca, ne? Ja, to je bilo tako. Mi smo v začetku tega mandata si zastavili cilj, da bomo pripravili neko strategijo. Mi smo imeli to strategijo skupine RTH, kjer so vključevali tudi vse hčerinske družbe. Kaj bo, ker smo se zavedali problema, ko se bo zaključila proizvodnja, bo takrat enak problem, kot je bil tisti trenutek, ker neki ljudi bo viška in je treba, smo pač iskali način, kako razrešiti celo problematiko oziroma kako priti do čim več delovnih mest, ki bi pač zaključek proizvodnje lahko nadomestili. Termoelektrarna je pa še delala takrat. Termoelektrarna je pa še takrat delala in je termoelektrarna je bila tudi še v tistem času naj bi imela določeno perspektivo, takšno ali drugačno. In skratka, termoenergetika tukaj naj bi se nadaljevala. In na tem smo mi celo zgodbo gradili, iskali smo nove tehnologije, nove programe, ukvarjali se tudi z obnovljivimi viri energije. Jasno pa, da naj bi pa nosilna zgodba pa ostala v delu rudarstva in pa v energetiki. Vedeli smo, da zaloge premoga niso izkoriščene do konca, da na področju Hrastnika je bilo še nekih dobrih 20 do 20 milijonov ton, ki bi se jih dali po znano tehnologijo na ekonomsko učinkovit način tudi izkoristiti v nadaljnjih, mislim, računali na 20 let za potrebe termoelektrarne Trbovlje. In to bi ostala kot neka nosilna dejavnost, zraven pa pač razvijati nove stvari, tako da bi pač v tem smo videli nek razvoj. Se motim, da je bil šaleški lobi močnejši kot zasavski, tudi politično? Ja, zdaj lahko rečem, da ne sem šaleški, mislim, da je bilo to kar šaleški in posavski, da nobenemu ni bilo glih všeč, da bi se tukaj neka energetska zgodba nadaljevala. Posavci so videli svojo zgodbo v hidroelektrarnah, pa dobro, nuklearka itak, ampak tukaj je šlo v glavnem za to nadaljevanje zgradne spodnje savske verige v srednjo savsko verigo, kar naj bi se, upam, da se bo to še vedno zgodilo. Saj to, ne? Da bo od tega nekaj ostalo. Seveda pa tudi Velenjčani oziroma šaleški lobi bi raj vse tisto, kar smo mogoče mi koristili. Pri tem ne bi več prišli do tega prednostnega dispečiranja, ki smo ga imeli kot RTH. Skratka, bolj jim bi bilo všeč, da ostanejo sami kot premogovna dejavnost in pa termoenergetika. Skratka, čeprav ni bilo to nikjer, rekel, javno povedane, ampak zakulisne zgodbe so se odvijale pač tako. In upokojili ste se ne kot direktor, ampak kot? Ne, jaz sem po izteku mandata konca leta 2013 sem zopet prevzel to službo za varnost in zdravje pri delu. Tudi v času stavke, če se ne motim, ne? Ja, tudi v času stavke. Tudi v času stavke sem bil. Je bilo kaj nevarno takrat?
je bilo pošlikano? Iz tega vidika mislim, da ne, da smo zadeve se prej dogovorili in uredili tako, da so imeli, nam rekel, zdaj ugodne razmere, ker v jam živeti, ne vem, en teden pač ni ugodno, ne, ampak so bile pa razmere kolikor toliko znosne. So si pa izborili tisto, kar jim pripada. Ja, so si. Treba je pa povedati, da je tukaj, bom rekel, zamočila predvsem država. S to stavko, ta stavka je bila popolnoma nepotrebna, ker to je bilo pa še za časa mojega mandata, ker smo jih na to jasno opozorili, da po zaključku proizvodnje ta ZUJF, takrat je bil sprejet ZUJF, v tistih najbolj kriznih časih. In RTH-ju so pobrali 2/3 od predvidenega s programom, ki ga je vlada odobrila. 2/3 denarja. In bolj jasno, kot to poveda, da se to ne izide, da se to ne da narediti, da lahko gremo v neke smiselne racionalizacije, ne vem, 10-15% od tega, tako kot je bilo vse posod drugot, treba narediti neke reze, ampak 2/3 rez se pa pač ne da narediti in da se zgodba ne izide in da bo to pahnilo RTH ali v stečaj, ali pa bo prišlo do enih neprijetnih posledic za vse. No. In po enem letu pa pol, ko se je dejansko zaključila proizvodnja in ko zmanjkalo vseh virov, s katerih bi lahko črpali to, poleg tega, da so bile odzadaj še banke z upnice, se je zgodil štrajk, da se je potem lahko razreševal na način, ko smo ga predlagali že pred enim letom. Zadnji štrajk, rudarski štrajk, verjetno, ne? Zadnji, recimo, v Zasavju. V Zasavju. Kako ste pa vi, kot že upokojen, bivši direktor, rudar, spremljali propad rudarstva v Zasavju? So vas kaj usta srbela, da bi kaj povedali takrat? Jaz bom tako rekel. Me je eden že opozoril na to, kar sem enkrat dal izjavo, da pač, če se je sklep takšen, da se jame zapirajo, da v rudarstvu je tako. Jih odpiraš ali pa zapiraš. In da mene to nič ne moti. Se bo pač zaprli, so sklenili, da ne bojo tukaj več. Čeprav kot rudarja mi je hudo, da se ne izčrpajo tiste zaloge do konca, ker je že tu vse odprt pa vse in ne bi se tu do konca, ta bogatstvo, ki ga imamo, je treba izkoristiti. Tako tudi zdaj, ko slišim, da Velenje, da dvomijo, da imajo take zaloge, imajo jih in to je treba izkoristiti. Druga stvar je, a je bilo treba tako elektrarno delati. Zato ni bilo treba tako elektrarno delati. Porabiti toliko denarja. Porabiti toliko denarja, ampak bi tisto obnovili, ki so imeli, pa to izčrpali do konca, pa gotovo. In tako sem tudi tukaj gledal. Da je bila izgrajena v tistih svinčenih časih vsa nadomestna industrija. Zato se je že takrat delali, se je strojna tovarna naredila, se je naredil ne vem kaj, invalidsko podjetje, varnost, energetika, ja. In to, da je pa to propadlo, to me je pa žalostil, ne zapiranje. Zapiranje, jaz sem v Ameriki videl, sem en let bil, bila palača, so imeli ne vem koliko tistih uprav, tam noč sem prišel, drug let je bilo vse prazno. Ja, kako pa to? Ja, zaprli smo rudnike. Ni rentabilni, smo zaprli, začasno. Bo še kdaj ta ruda tukaj uredna, pa bomo spet odprli. Tako se dela v rudarstvu. In zato mi ne bilo tlele nič, da smo zaprli. Se je res koštali že neki, ne? Ampak da je pa tisto bilo uničeno, tisto, ki je bilo nadomestilo za to, to je pa hudo. Se pa niso pravočasno preusmerili. Jaz trdim, da je to ene vrste genocid nad delavstvom bilo. Res, to je ena vrsta za mene. Morate tako vzeti. Od samosvojitve naprej, samo v Trbovljah je bilo uničenih, likvidiranih 5 do 6 tisoč delovnih mest. Tukaj tovarn je bilo zaprtih. Pa vse tega. A se vam ne zdi, da je to en zločin nad delavstvom? Da so jih odpustili, pa jih za barače naredili. Pa nobenem ni nič. To je za mene genocid nad delavstvom. 6 tisoč delovnih mest.
pa govorijo, pa imamo v ustavu napisan, da je socialna država. In pravna država. Kaka je socialna država, če so imeli podjetje gor tam tika, ne? Ko je bilo sam za invalide in so delali invalidi, pa so enostavno tu zaprli, pa likvidirali. Ja, a je to socialna država? In a se tako dela? Pa še nekaj. Ti ljudje so bili na račun države. Če bi pa omogočili, tako kot druge, ko zapirajo rudnike, to, če so zaprli rudnik Trbovlje, moraš dati drugim, ki so bliže narejeni, oprostiti davku, jim dati olajšave, zato da pritegneš noter investitorje pa tako naprej. To bi mogla država narediti, ne pa reči, z referendumom bomo tu zaprli. Kaj boš pa s tistem nadomestnem, ki je bil že narejen? Poglejte, danes trdim, strojna tovarna je nekaj pomenila. Ne? In je imela svojo šolo kovinarja. Danes so iskan. Pa jih ni, ne? Pa jih ni. Pa je bila strojna tovarna sposobna narediti, kar ste hoteli. Ja. No, danes jo pa nimamo. Tam je Lidl. Ja. Ti so podarili, pa Lidl postavili. Zato, da, ne vem, od nas penzionistov lahko računajo, vsaj za enkrat imamo sigurne te penzije, da lahko v Štrcun računajo, da bomo jim tam plačali pošteno. Ja. In se gremo raj to trgovino, kot da bi nekaj ustvarjali. Ker v osnovi moraš pa nekaj ustvarjati, da lahko država živi. To znanje je pa bilo. No, to pa je bilo in je bilo uničeno in to je žalostno. Kje vidite prihodnost Zasavja, tudi Trbovlj? Ja, jaz... V teh manjših podjetjih, kot je Devesoft, Covid. Jaz trdim, da to je, zdaj bom konkretno za Trbovlje govoril, za Gorje je malo na boljšem, pa tudi Hrastnik. Ampak na nižji točk ne morajo biti. Na nižji točki se največ to brezposelnih in tako naprej. Na nižji točko ne more biti in bo od zdaj naprej šlo gor. Jaz gledam z optimizmom. Sej mladi so jaz sposobni nekaj ustvarjati in bojo, jaz verjamem. In se bojo ta mehna podjetja pa to začeli razvijati. Sigurno se bo. Ne? Upam, če bo še kakšen tunel čez naredili, da bo tudi dostop lažji. Kaj ne rečemo, iz vaših ust v božja ušesa, ne? Ja, tako. Zagotovo se je v času vajine rudarske zgodovine zgodilo tudi marsikaj veselega, pa tudi marsikaj žalostnega. Kaj je bilo tisto, kar je bilo za vas najbolj žalostno? Verjetno, ko je kakšen komarad umrl, ne? Definitivno so v rudarstvu najbolj žalostne pa najbolj tragične nesreče, ki so se zgodile, predvsem nesreče, ki se končajo s smrtnim izidom. To sigurno obsti neke posledice, tudi v podzavesti in večkrat, vsaj jaz lahko rečem, da se večkrat tudi, bom rekel, zbudim od podoživljanja tistega, kar se je takrat dogajalo, tako da to je definitivno tisto, kar psti nek pečat. In ko to doživiš sam na lastni koži, ko moraš, ne vem, te zadeve razlagati, sanirati, ne vem, ukrepati in tako naprej, so travmatične. Pa ko včasih še niti sami ne veste dobro, kaj se je pravzaprav zgodilo, pa vam že rinemo mikrofone pred usta, ne? Ja, velikrat je bilo tudi to, ne? Pojasnevati, pa ne vem, ker velikrat tudi ne moreš, ne vem, širši javnosti razložiti pravzaprav kaj, ker je treba pri tem razumeti tudi, bom rekel, rudarstvo ali pa proces, ki se je dogajal dosti ozko, bom rekel, specializirano. Ja, jaz mislim, da kadar govorimo o rudarstvu, pa tisti, ki niso tu v rudarstvu, takoj začnejo s temi nesrečami, ker so se res zgodile, ne. Ampak če v prometu govorite, tudi ne govorite samo o nesrečih, pa so. Tu se v rudarstvu se je dogajalo, to je res. Ampak rudarstvo je tukaj širok pojem, drugač. No, jaz bom zato rekel, ker ko sem prišel kot mlad inženir na rudnik, jaz sem videl, kaj bi lahko naredil.
poznal sem praktično rudnike po Evropi, od Nemčije, Avstrije, ne vem, Francije, Jugoslavijo celo, vse posod so imeli že moderniziran. Pri nas so pa delali s krampom, pa z lopato, pa nalagali na cicke. Tu je bilo pa kakšen transporter je laufal. Tu je bilo više, kar je bil. In to je bila posledica, ker se ni nič vlagali v te rudnike, to je bila posledica tistega štrajka 58. Od, recimo, Velenje. Velenje je bil moderniziran še. Dobil je denar, kadar je. Mi nismo, zasavski premogovniki, pa tudi drugi telerudniki niso dobili nobene investicije. Poznali so nas pol, ko so bile tiste krize. No, jaz sem bil v tem obdobju, bi rekel, ko je bil ta zadnji bum za premogovništvo, ne? Takrat, ko je nafte zmanjkali, pa se niso mogli uvažati, ni bilo deviz, pa tako naprej, je bila spet domača energija tista, ki je bila cenjena in jasno premog. In smo si izmišljali z mehanizacijo, ki jo nismo imeli. Nismo mogli povečevati proizvodne s lopato pa s krampom, smo pa lahko edini tudi, da smo knape vabili še v soboto, nedeljo, pa v nedeljo, da so delali in so delali vse sobote, vse nedelje. Ne. Takrat so malo več zaslužili s tem. Pa so pa vsi gledali, koliko knapi zaslužijo. Ja, Madonna, se delajo soboto pa nedeljo, pa nedeljo po noči je delo. Pa res dobil, takrat so bili saj te ugodnosti, da je dobil tist 200%, zato ker v nedeljo delo, pa tako, ne. In s tistim je zaslužil, drugače so pa garali na roke, pa na krampa, ne z mehanizacijo. Mi, inženirji pa vse, smo pa sam hrepeneli, kako bi prišli do ene, ker vse posod smo poznali svetovne rudnike, vse posod so imeli celo avtomatiziran, ne sam mehaniziran, mi pa na roke. Pa celo plinjenje. In jaz vem, da sem sam o tem razmišljal, kako bi prišli. In smo prišli pol, ko smo dobili denar iz bencinskega dinarja, ki je bil takrat dan v energetiko. Velenčani so bili že zraven takrat, ne, pa vsa ta elektroindustrija, bi rekel, termoelektrarne in tako naprej. Mi smo pa takrat bili zraven vključeni. Sam smo prej iz Silan govoril, se nismo mogli naenkrat mehanizirati, ker vse, ker če češ ti eno proizvodno tako imeti, so bile tu ogromne stvari. Ne. Mi smo imeli pa take mehne lukne, not nismo mogli spraviti. Smo mogli začeti od začetka, da smo povečevali te profile, da smo lahko modernizacijo noter dali. Aha, tako da. In tukaj smo bili kar bok in je pa to posledica bila, bi rekel za mene, kjer rekel, ni bilo posledic tistega štrajka 58, bila je, pa niste to vedeli. Bila je nad knapi narejena to, da niso dobili nobene mehanizacije, da se jim ni ulajšal del, ampak so mogli garati na lopato. Zato, ker so štrajkali, ne? Ja, zato, ker je bilo, in to je bila posledica. Dokler ni bila tista kriza energetska, ko smo pa kar enkrat bili spet, takrat smo pa dobili, to je pa res. Ne? Prej ste dejali, da bi se dalo pridobivati tudi z uplinjanjem, na kakšen način? Ja, to se uplinjuje, noč se zažge, premog in gre plin pol ven. To je energija potem. Ni to bilo ne vem kako uveljavljeno. Jaz sem v Wyomingu v Ameriki videl to, ko je, pa v Rusiji so tudi že, in kar sem prej omenil, inženir profesorja Eberla, ki je vaš rojak tukaj iz Zagorja, on se je s tem ukvarjal. Smo mu dali takrat nalogo oziroma ga prosili, če bi se oni s tem in se je po temu posvetil, da smo videli, kako je po svetu to razvit in če bi lahko prenesli k nam. Ker so te oski sloji, pa vse, ki se jih ne bi splačali tako eksploatirati, morbit bi se pa dali zažgati, pa dobiti tako vedno. Tako smo računali, ampak iz tega nič ni bilo. Kaj bo v Zasavju spominjalo na rudarstvo? Dobro, mogoče takšne oddaje, kakšen muzej, ste bili na 4. Dritlu, v soboto je bilo odprt, petek, če se ne motim. Ste si ogledali kakšen rudarski muzej? Bo ostalo kaj?
Ne vem, jaz lepo je, da to ohranimo, tele spomenike, da tudi to, da se ve, da se je tukaj rudarilo. Samo moramo iti naprej. Te kraje se morajo razvijati v nove. Mladi morajo najti nove stvari. Na rudarstvu nimajo kaj več računati. Tako. Edin, če bom tako rekel, enkrat mi je rekel, da je urana tamle gor, pa so ga raziskovali, ki je bil živosrebrn rudnik tamle med Preboltom, pa ja, tam noter, pa Trbovljam, ne. In če bojo zdaj ta rov naredili, kdaj, mogoče bojo še kaj odkrili. Tam en geolog mi je rekel, če je kot kaj urana, ga je tam več, kot v Žirovskem vrtu. Mogoče bojo najdli tam kakšno bodočnost v rudarstvu. Možno, bomo videli, ne? Če bo prišlo do tunela. Druge ne. Je pa to sigurno ena od nujnih zadev, ki vodijo v razvoj predvsem Trbovlj, ne, kakorkoli in Zagorje in Hrastnik sta predvsem, kar se teh logističnih povezav tiče, boljši kot Trbovlje in mislim, da ne vem, ob izgradnji te tretje osi pa kakorkoli, da tudi Trbovlje na nek način rab priključk na to os in s tem bo tudi po moje odprta, veliko bolj odprta možnost nadaljnega razvoja, ne, ki pa je sigurno drugje kot pa v rudarstvu. To pa definitivno. Ne. Je pa tudi tako, ja, prav pa je, da se te korenine ohranjajo, da se tega zavedajo tudi tisti, ki se bojo rodili zdaj, ko ne bojo vedeli več, da se je kdaj ali pa kje so bili posamezni vhodi v jamo, ne, in da je treba pač to tradicijo na nek način ohraniti, držati in pokazati tudi mlajšim rodovom. No, in zato je prav, da se, ne vem, bilo je v Trbovljah ustanovljeno to rudarsko muzejsko etnološko društvo. Tudi jaz sem član tega društva, ki skrbi za to tradicijo, ne. Je pa zanimivo to, da so pa v krajih, kjer se je bistveno prej končalo z rudarstvom, ne, te tradicije ali pa ta društva veliko bolj aktivna in imajo kar, vse so tudi zdaj naša, ne, ampak veliko prej se je to začelo, kar je po svoje logično, ne, in recimo v Laškem je eden od prvih teh društv, ki je imel veliko prireditev, veliko teh tradicionalnih srečanj v Zabukovci, ravno tako, ne. Zdaj se poslej v Zagorju ustanovil, ne, zdaj v Trbovljah. Skratka, ja, tam, ki je najdalje že nazaj rudnik zaprt, ne, je tudi najdaljša ta tradicija, no, in so tudi zelo aktivni. Tako da skozi to pa je absolutno prav. Ne, pa kakšen funšterc bo ostal, ne? Ja, grenader mrš, ne, ali pa smo kuhali nazadnje. Ja. Imate kakšno zanimivo anekdoto iz rudarskih časov, ki se je srečno končala? Jo, teh imam veliko. Tako da ne vem, lahko kakšno iz rokava potegnete? Mogoče. Ja, no, bom pa tisto povedal, ki je takrat, ko se je ta samousvojitev, ne. Jaz sem imel takrat direktor Roban, mi smo imeli to organizirano, smo imeli orožje tudi spravljeno po vse, ne, in smo vse tisto orožje razdelili, ker so se takšen morali zastrašiti vse ti. Tako, to je bilo vse. Jaz sem pa gor, minister je bil Tomšič, pa je nas sklical, direktorje teh večjih podjetij, ne, tudi energetike posebej, pa je rekel, da naj pogledamo, koliko je teh tujcev, ne, rudarstvo smo jih veliko gor prolekli. Jaz sem bil presenečen, to Trbovlje je največ, imamo komi 29% teh, ne. In dobro, smo malo pogledali po imenih, pa vse, pa me je pa rekel, direktor je rekel, povej, kaj pa na vodilnih mestih so kakšen problematičen, ne, Iči pa tu. Ja, sem rekel, to je pa tako. Imamo na vodilnih mestih Iče, je Putrič, je Čič, je Ilič, sem rekel, ampak čist na vrh, v špic, imamo pa same z lepimi slovenskimi priimki. Herman, Schneider, Berger. Pa
se je pa začel smeti, dajte malo upoštevati, da je Slovenija na takem teritoriju, da je prepredena z vsemi. Ne? Mi smo mešanca vseh, tudi na vse zadnje, kar je meni dober, če se narod, no, ampak v bistvu je pa le slovensk srž bil. Ne? Tako, ja. Zanimiva zgodba. Še vi kakšno? Lahko povem eno tako, ki je dogodivščino, no, ki je bolj povezana tudi z ekologijo, pa tem, kar se je tudi malo na površini dogajalo. Namreč v 80-ih letih so se takrat dogovorili, ne, da bo na področju, ki je degradirano z rudarstvom, pa tako naselili muflone. Ne. In te mufloni so se dosti dobro uveljavili, cajt smo jih lovci imeli tam v tistih oborah, potem smo jih spustili in so se razširili na cel ta področje. Ne. No, tudi ta separacijo in ta del, ne, ker so še danes v velikih kolonijah. Ne. In enkrat je prišel, mislim, da je bilo z nedele, ker so prej šli delati obhode pa tako naprej, poslovodja vzjame zjutraj, ne, in ves preplašen. Je rekel, ne vem, je rekel, ali sem je mešal, je rekel, ali sem pa perk mandlca res videl, ne. Ja, kak pa je bil? Ja, je tu tako velika izbuljena učka, pa takole imel ruge. Pa so se začeli smejati in je dali separacije, so večkrat temu floni šli v jamo, ne, na hleden, ker poleti so iskali hleden in so pač on je prišel ob svetu in se je ustrašil, ker je videl nekaj rogatega. No, veliko je takih in podobnih zgodb, ne? Ja, no, lahko še eno povem, ki je pa bolj zato, ki je bolj lokalna tlele, za Zagorje tudi, no? Da samo v Trbovlji govorim. Tle ste imeli takrat župana, je bil tale, kako sem pisal, Kovačič. Kovač? Kovač. Franci, ne? Jaz ga bolj po imeni poznam. Brat je bil pa Peter, ki je bil direktor kemični v Hrastnik, ne? Ta je bil takrat župan tukaj, Franci, Kovač, ne? Ali pa predsednik izvršnega sveta, se je takrat rekel, ne? Župan je bil drug. Ta je bil pa predsednik izvršnega sveta, skratko to komandujemo za projektant, ne? In mene enkrat s njemu na sejo, so bili vsi izbrani, pa pride tajnica, nujno te kliče Kovač, ne? Na telefon. Grem, kje? Koga je? Je rekel, lepo te prosim, je rekel, mi bomo odzuni ustali. Ja, kaj boš odzuni ustali? Mi bomo odzuni ustali, to si ti naredil. Ja, koga? Sem pa jaz dal takrat komando, ko smo dobivali delavce v drugote, kot smo jih še dobivali, ne odpuščali. Ne? In so bili vsi samski domovi polni. In sem dal jaz komando, tisti, ki niso naši, mislim, ki so bili iz drugih podjetij tudi, ne si poišejo druge, mi bomo, ker rabimo delavce, naše namestili noter, ne. In tako so vse pol iz samskih domov tukaj v Zagorji vendali, ne. In ta je rekel, da bojo Zagorjani odzuni ostali. Jaz sem rekel, kaj odzuni? Ja, je rekel, imamo 3 grobarje dol iz Bosne in vse 3 so vendali. Kdo bo pa nas zakopal, zdaj ga pa ni, je rekel. Jaz sem rekel, pa brat Kleš, da rekel, dajte jih nazaj, puste jih, da ne bojo Zagorjani odzuni ostali. Ja, no. No, to je malo bolj... To je malo za hec, ne? Šala, ampak je bilo to res. Tako. Hvala vama, da sta skupaj z nami budila spomin na svoja rudarska leta. Jaz upam, da se še kdaj srečamo. Vam pa hvala za pozornost in srečno.